Road tripanje, meni osebno najljubši način počitnikovanja, le da tokrat nismo šli prav daleč, pa tudi počitnikoval, vsaj jaz ne bom. Ostajamo v Sloveniji, pa malo bomo raziskovali. Prišli smo na kraški konec. Tole za mano, to je pa največji in najdaljši most v Sloveniji, pa tudi po moje eden največjih slovenskih objektov. Mogoče ga le preseže kakšen dimnik, recimo tisti v Srbovlju. Kako pa tega giganta opišejo številke? Najvišji steber je visok 87,5 metra, dolg je 1065 metrov, širok je 26 metrov pa pol, vanj je vgrajenih 50.000 kubičnih metrov pistonov, 8.000 ton armaturnega jekla in 1300 ton kablov za prednapenjanje. Kar mogočna zadeva, ne? Mislim, že to govorim na pamet, ali sem bral. Ok, pojmo zdaj do kraškega roba. To je pokrajina, kjer se kraška planota s strmim, tektonsko večkrat pretrganim robom sreča s pokrajino Ister. Nastal je torej na stečišču dveh različnih pokrajin in kamnin, kot stečišče dveh idej, iz katerega je nastalo nekaj tako krasnega. Krasno, a veš. Pokrajina je znana tudi po imenih Preg, no za tisti del roba v Italiji ali Bržanija, kot mu rečejo pri nas. Na njunem stiku so nastale strme pečine, ki se raztezajo 20-kilometrski liniji od vasi Socerga, Osp, Črnikal, Podpeč, Zazid in tako naprej. Vse te vasice, ki jih vidimo, so značilno istrske. Hočem reči, da so precej ozke. Je pa dobro, da sem si pred potjo seveda zrihtal avtomobilsko zavarovanje. To je tudi sicer na potovanjih precej smiselna zadeva, ki jaz vedno in vsakič priporočam. Sploh vsem road trip avanturistom, kakor sem sam. Pa še dober je, ker imaš dodatno asistenco, če kje res obtečiš, pa se ti kaj zaloti. Če se dobro ozrete, boste videli, da je vse tole ustvarjeno s tektonskimi premiki oziroma s pritiskanjem afriške tektonske plošče na evropsko, kar je tamle nekje na drugi strani ustvarjali tudi Alpe. Narava tu je iz apnenca, kar je ustvarjal številne mostove, spodmole, previse in jame, vse to pa nikakor ne sameva. Tukaj živi več kot 1600 živalskih vrst in če imaš srečo, mogoče opaziš tudi kakšno tako izmed redkih. Upam sam, da ne bo kakšna kača tle nekje ven pogledala. Teh se najbolj bojim. Lej, če pa ne moreš biti prav dolg primer, je pa tle na Črnim Kalom super plezalna stena, pa se lahko prideš malo poskusati v plezanju. Pa tudi tle je dobro poskrbeti in za varnost in za zavarovanje. Roče. Kako se lahko sprehodite po kraškem robu? Predlagam, da se zapeljete v Sočergo, potem pa po eni mali potki pridete do cerkvice svetega Kirika, tukaj v zadju, mimogrede ta cerkvica je še iz 11. stoletja. Tukaj v zadju pa se skriva markirana pot, ki pelje vse do vrha Veli Badin. Tu je neke slabe pol urce hoje. Ima pa zanimivo ime, domačini mu namreč pravijo ušesa Istre. Zakaj? Zato, ker je v teh spodmolih super akustika, pa še zelo lep razgled na okolico. Najbrž ste že slišali za Niagarske slapove. Kaj pa za slap v Sočergi? Mogoče ni toliko mogočen, ampak ima svoj čar, ne? To je en tak majhen slap, ki po kamniti steni drsi v Tolmun. Polet ga zna zmanjkati, ampak nič za to. Lahko pa narediš en majhen sprehod. Po tej vročini mogoče ni vredno tvegati, zato vam grem rajš jaz še kaj pokazati. Pridite z mano. Za konc pa vas ne morem pustiti brez še enega krasnega pogleda na grad Socerb. Imenuje se tudi grad Strmec. Zaradi fantastičnega razgleda pa strateške pozicije je imel velik pomen v preteklosti. Sicer je bil večkrat poškodovan zaradi vojn. Lastniki so se ves čas menjali, najprej bil beneški, potem avstro-ogrski, pa v lasti kranjske družine Ravbar, pa spet beneški in tako naprej. Leta 1678 pa ga je obiskal Valvazor in o njem pisal tudi v slavi Vojvodine Kranjske.
Se vidimo na naslednjem potovanju. Čau!